Kaj pa se dogaja na našem trgu nepremičnin? Več se prodaja, cene pa še bolj divjajo. Geodetska uprava je objavila, da so cene stanovanj in hiš praktično povsod po državi dosegle nove rekordne vrednosti. V Ljubljani je povprečna cena rabljenega stanovanja že prebila mejo 5000 evrov na kvadratni meter, na ravni države pa prvič 3000. Od pandemije so tako cene stanovanj višje za skoraj 80%. Leja Hrovat. So nepremičnine v Sloveniji postale luksuz? Si jih mladi še lahko privoščijo? Pri tej draginji, koliko stanovanja stane, normalno, da ne. Ker so čisto previsoke cene. Plače so pa žal prenizke. V zadnjih 5 letih od epidemije so se hiše podražile za 65%, zemljišča za 69%, stanovanja pa skoraj za 80%. Živim v Berlinu, pa se mi zdi, da so cene zelo primerljive z Ljubljano. Srednja cena rabljenega stanovanja je na ravni države prvič prebila mejo 3000 evrov na kvadratni meter. V Ljubljani, kjer je cena najvišja, pa mejo 5000 evrov. Hkrati pa se je lani v primerjavi s prejšnjim letom za več kot 25% povečalo število tržnih prodaj stanovanj v večstanovanjskih stavbah. Število prodaj stanovanjskih hiš pa za 20 do 25%. To pomeni, da je trg tako živ, ko je zdaj, še nikdar. No, to jaz lahko rečem za 30 let svojega dela. Se pa kupuje vsi, od mladih, dobijo kredite. In kaj pravijo mladi, ki smo jih ujeli na ulicah Ljubljane? Večina najema ali imajo pa od staršev, kakšne nepremičnine pa so tam. Sem najemnino, pač za najem kratek čas, kolikor se da. Ja. Kako je pa z najemninami? Drage, pa stroški so dragi. Dobijo, podedujejo, tudi gradijo. Med največjimi mesti so največjo rast cen stanovanj zabeležili v Mariboru 14%, sledila sta Kranj z 12% rastjo in Ljubljana z 10%. Najnižja rast med urbanimi območji pa je bila na Obali. Tam so se cene namreč zvišale za 8%, medtem ko so se v Celju za 9%. Bi rekla, da mladi si ne morejo kupiti stanovanja. Ne, mi, ki ga pa imamo, pač ga imamo. Ne? Na Gursu so zapisali še, da lahko govorimo o norih cenah stanovanj, ki pretežnemu delu prebivalstva onemogočajo normalen dostop do dostojnega stanovanja, kar pa je ustavna pravica. In poudarjajo, da je dolgoročno nujno zagotavljanje finančnih virov za gradnjo javnih stanovanj. Ker so previsoke cene? Sploh ne vem, kako bojo prišli mladi do stanovanja v tej grozni situaciji. Kot pravi Nedanovski, pa se je prodaja sicer v zadnjem mesecu še dodatno dvignila. Zaradi vojne v Iranu so se ljudje kar ustrašili, pa so te svoje varčevanje, ki pa je v skladih, v delnicah, v teh prevalili v nakup nepremičnine. Razen v primeru hujše globalne gospodarske krize, ki sicer ni izključena, kot so zapisali na Gursu, pa opazno znižanje cen nepremičnin pri nas ni na vidiku.